Na področju nekdaj uspešnega Novolesa se dobimo z Maticem Vidicem, ki je zadrugo Novi Novoles želel obuditi propadlo lesno tovarno. Ni uspel, saj mu vlada ni dala poroštva za posojilo, s katerim bi zagnali proizvodnjo. Počuti se izigranga, ko imaš dobre namene, vse pripraviš, potem na koncu pusti na cedilu, oziroma da ti še sama predsednica vlade govori, kako je pa to stvar, ki jo treba, da pilotsko zalaufati, vsem bo zgled postaviti zadrugo, na drugi strani pa potem čez drug interes pride. Če bi denar dobili, bi do zdaj predelali že 25.000 kubikov slovenskega lesa. Neverjetno, pravi Vidic, da želi po vsem tem zdaj država odkupovati in prodajati les. Ne vidi se koraka naprej, kam bo prodajalo, podjetje bo samo sebi namen. Kritična je tudi mizarka in doktorica lesarstva Andreja Kutnar. Ker imamo pri nas slabo razvito lesno-predelovalno industrijo, bi država težko prodala ves les. Pa še njegovo skladiščenje zahteva znanje in denar. Je potrebno precej investicije potem v neka skladišča in poskrbeti, da ne pride do trohnobe in pa da ni ta les tudi prestar, preden gre v nadaljnjo predelavo. Tudi nekdanji gospodarski minister je odločno proti državnemu podjetju. Vlada najraje odkup in predelavo lesa podpira z državnimi poroštvi, ne podjetji. To je še eno podjetje, ki ga bomo potem ukinjali prihodnjih 10 let. Trenutno se pa borimo, da bi pravzaprav zmanjšali delež državne lastnine. O državnem podjetju za odkup in prodajo lesa smo seveda vprašali tudi gospodarskega in kmetijskega ministra, zadeve ne želita komentirati. Tako še vedno ni jasno, kdaj naj bi bilo ustanovljeno novo državno podjetje, koliko naj bi zanj plačali davkoplačevalci in koliko si od posla z lesom obeta država. Izvedeli smo le, da bo še ta teden zakon za ustanovitev podjetja obravnavala koalicija, potem pa še medresorska delovna skupina.